Ja, najbolj značilno za srčno popuščanje je težko dihanje, ki ima več stopenj, odvisno od tega, kako je razvito srčno popuščanje. Pri blagih oblikah srčnega popuščanja nastopa samo med obremenitvijo in to naprimer pri hoji po stopnicah. Pri malo bolj izraženem srčnem popuščanju že pri hoji po ravnem, pri težji obliki pa v mirovanju. To so najbolj te hude oblike srčnega popuščanja, stopnja 4. Če razdelimo v te funkcijske razrede, 4 stopnje, prvi nima nobenih znakov, drugi ima blage, tretji zmerne in četrti pa zelo izrazite. In tudi prognoza je od tega odvisna. Potem je značilno tudi utrujenost, ki se tudi stopnjuje. Pri razvitih oblikah otekanje v noge, trebuh, potem znaki srčnega popuščanja so napete vratne vene, take zvijugane, debele vratne vene. Zdaj, ko je srčno popuščanje razvito, zelo v teh fazah 3, 4, ga ni težko prepoznati. Takrat ne moremo zamenjati s starostjo, ampak te lažje oblike, začetne oblike, drugi razred, ki jih pa želimo mi čim prej prepoznati, da čim prej zdravimo, je pa ne moremo ločiti od težav v zvezi s staranjem. Takrat so pa potrebne nujno preiskave, in najbolj ključna preiskava je ultrazvok srca. Pri vsakem bolniku, pri katerem sumimo na srčno popuščanje, moramo narediti ultrazvok srca. Ker če mi odkrijemo, da gre za neko srčno okvaro, potem rečemo, to je srčno popuščanje, to ni samo od starosti. Ultrazvok srca nam da zelo pomembne podatke o morfologiji srca, o funkciji srca. No, potem so pa še dodatne preiskave, imamo tako imenovane natriuretične peptide, to so hormoni, ki nastajajo v srcu in se zvečajo, ko je prisotno srčno popuščanje. To je tudi ena od začetnih metod odkrivanja srčnega popuščanja.